Že dolga leta je naša država razdeljena. Polpretekla zgodovina vpliva na naš vsakdanjik in še mladi se prepirajo o stvareh, ki ne bi smele več razdirati naroda. Govorim seveda o slavnem vprašanju, kdo je zajebal zakon, Artur ali Latoja. Res, ljudje se koljejo zaradi tega, ne? Ampak brez skrbi, zdi se, da se nam bodo vremena zjasnila, dragi Slovenci. 15 uglednih Slovencev je Miru Cerarju in Janezu Janši poslalo poziv, naj prevzameta odgovornost in skupaj oblikujeta kakovostno skupino, ki bo Slovenijo, kot so zapisali, iztrgala iz zastoja. Tako je, nekaterim je bilo dovolj prepiranja, zato so Cerarju in Janezku predlagali, da združita moči in pomagata Sloveniji iz težav. To je dobra ideja predvsem zato, ker sta oba znana po tem, da sta sposobna politika, zmožna dialoga z nasprotno stranjo. Še posebej Janša. In kdo je poslal to pismo? Draga Jerca, povej mi. To so jo med drugim pozvali nekdanja ministra Dimitrij Rupel in Žiga Turk, nekdanja evropska poslanka Romana Jordan, ekonomist Egon Zakrajšek in publicist Tomaž Štih. Tako je, sam Rupel med drugimi pravi, da je trenutna vlada drek in da bi bilo dobro, če bi se levi in desni združili. In kdo drug bo združil slovensko politiko, če ne Rupel, ki je bil že na obeh straneh? Ampak okej, kakšna bi bila vlada Miroslava Janše? Vlada, ki je istočasno neodločna in hujskaška. To so tisti, ki rabijo dodatna pojasnila. To bila vlada, katere niti bi vlekli iz Murgel in iz Vatikana. To bi bil premier, ki bi bil vsak teden za nekaj obsojen, a bi se kot priznan odvetnik vedno zvlekel. A si predstavljate to grozo? En mlahav tič pa ena sitna rit v eni osebi. V državi bilo pa kot na WC-ju v domu za upokojence, takrat, ko razsaja diareja. Prvi sem za spravo, a če sprava pomeni tole, pol se še rajš naslednjih 200 let kregamo o domobrancih in partizanih, ki me pa mal zmrazil. Ampak, ko smo že pri popolnih voditeljih, a ste vedeli, da je Inštitut Jožefa Stefana pred kratkim izvedel izredno zahteven in drag eksperiment, s katerim so hoteli najti popolnega premierja, ki bi res rešil našo državo. Častna pionirska. Najprej so združili Janeza Janšo in Boruta Pahorja. Logična izbira, ker sta izkušena politika, oba sta že bila premierja in oba sta vedno priljubljena med volivci. Dobili so stvor, ki je videti, kot bi Edi Pucer in Klemen Slakonja imela otroka. Simulacije so pokazale, da bi to bil populist na kvadrat, ki bi cinično flirtal z volivci. To mi deli Miška Mala, komunajzarska agitatorka. To bi bil premier, ki bi bil tako samovšečen, da bi še njegovi selfiji delali selfije. Ob sobotah pa bi ga videli, kako na eni kmetiji s patrijo kosi travo. Na to je inštitut združil Branka Grimsa in Karla Erjavca. Prav tako prekaljena politika, ki se jih nikakor ne moremo znebiti. Brankova pronicljivost in Erjavčev humor bi gotovo rešila Slovenijo. A dobili so mistra Burnsa iz Simpsonov. Simulacija pa je pokazala, da bi jih odstavili v enem tednu, ker noben hudič ne razumel, o čem govorita. A znanstveniki se niso vdali. Skupaj so dali Ljudmilo Novak in Luko Meseca. Njihov raison d'être je bil združiti nasprotna si pola, materijo in antimaterijo. A tako, da niso uporabili večnih sovražnikov, mlada kri in smisel za modo. Dobili so Pabla Escobarja s čudovitimi uhani. Ljudmila Mesec je v simulaciji vodila zelo napredno konzervativno politiko. Zelo tolerantno je bila proti gejem. Obdavčiti pa je hotela bogate reveže. Zaradi tega se je skuril najboljši računalnik na inštitutu. Znanstveniki so na to poskusili v miks dodati tujega državnika in sparili Janšo in Putina. Zavedali so se nevarnosti, a so eksperiment pogumno izvedli. Dobili so najbolj zlobnega reptila, ki je hotel zavzeti svet s pomočjo tankov in harmonike. Inštitut ga je moral zelo hitro pokončati z ognjem. Ostal jim je dr. Gorenak, ki je sicer odličen material za voditelja, a je estetsko izzvan. Če smem prevesti, Gorenak je tako estetsko izzvan, da se njegovi portreti sami obešajo. Volivci pa imajo radi lepe ljudi. Poglejte Boruta. Zato so se odločili, da bodo Vinka združili z Ryanom Goslingom. Vprašajte ženske v hiši, one ga zih poznajo. In kaj so dobili? Vladimirja Lenina.
Vsi vemo, kako slab voditelj je bil Lenin, zato tudi to ne bo šlo. Stroka je skoraj obupala, a še enkrat staknila glave in poklicala Cmerarja in Židana. Umirjenost, zbranost in trezna glava nas bodo rešili. Gospodje, dajte nam pokazati, kaj je nastalo. Fuck. Oba sta tako zgubljena, da jim ostane le še, da pokličeta nezemljane in spizdita v tot. Dragi moji, ni nam pomoči. Še naprej bomo morali gledati te gnile ksihte in mlahave tiče. Škoda. Hvala za ogled. Ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.